V prostorih Gospodarske zbornice v Ljubljani je potekal ponovoletni sprejem odbojkarskega kluba Calcit Kamnik. O namenu srečanja je predsednik odbojkarskega kluba Gregor Hribar povedal. Imam to čast, da gostim ta današnji dogodek z eminentnimi gosti. Seveda pa od vsega začetka smo skrbeli tudi za vzporedne dejavnosti v klubu. V zadnjem letu pa smo te dejavnosti še močno razširili, tako da smo začeli tudi z dobrodelnimi akcijami, potem bolj skrbimo za tudi sodnike naše in pa veterane in te akcije bomo nadaljevali tudi v prihodnje. V leto smo imeli že akcijo, kjer smo izbirali najboljšo fotografijo na naših tekmah. Danes predstavljamo drugo akcijo, sledila pa bo še akcija, kjer bomo izbirali filma kluba. O sami akciji Podaj žogo pa je povedal. Smo želeli našo atraktivno igro za žogo približati učencem osnovne šole 27. julija. Povabili smo jih na našo tekmo. Vstopnino tiste tekme smo tudi namenili za njih. Na tej tekmi so pod vplivom te tekme tudi potem učenci tudi se slike. Dejansko pa je ena izmed motivov bil tudi ta, da mi športniki za naravo svojega dela lažje nekako v bistvu pojavljamo v medijih. Delo take šole pa je vse prevečkrat nekako zanemarjeno in v bistvu tukaj smo združili te dve stvari, tako da v bistvu tudi njim nekako pomagali pri preboju na medijsko področje. Izdelali niso samo risbe, nekatere so tudi reliefne slike, izdelali te slike, ki so razstavljene v tem prostoru in se jih kasneje lahko tudi ogledate. Zanimivo je tudi to, da so pod slikami odbojkarske žoge in sicer odbojkarskega kluba iz Kamnika, od tistih že zelo starih, že prepičenih, s tistimi bi si težko danes kaj pomagali, pa vse do najnovejše, ki je tu v desnem kotu, lahko si jih kasneje tudi pogledate. Zdaj pa še to, z akcijo Podaj žogo je klub Calcit volejbol spodbudil svoje podpornike in prijatelje, da prispevajo in otrokom olajšajo predvsem te obšolske dejavnosti. Kako boste vi izkoristili to podporo? Zdaj, tista podpora, ki se meni zdi mogoče še celo malo bolj pomembna kot materialna, je to, da so naši učenci, ki sicer pri uri športne vzgoje spoznavajo elemente odbojke, zaradi heterogenosti skupin in majhnosti pa ne spoznajo, kako igra izgleda, je to, da so bili povabljeni na tekmo. To je veliko darilo našim otrokom, seveda pa ne smemo pozabiti tudi na materialno oziroma finančno plat. Razmišljam o tem, da bi vsem učencem, glede na to, da je majhna šola z prispevkom, ki so ga tako velikodušno podarili sponzorji, omogočili šolo v naravi. In pa morda, če bo kaj ostalo, opremili trim kapelic. Predstavnik podjetja Calcit pa je povedal. Doniramo humanitarnim akcijam, prisotni smo tam, sodelujemo zelo dobro šolo in pa podpiramo šport. Kot ste že omenili, odbojko, košarko, plavalni klub, kolesarski klub. In v bistvu res želimo nekem tem lokalnem okolju, v katerem delamo, nekaj tudi vračati. Ste pa še vedno žal edini večji sponzor odbojkarskega kluba, kar je verjetno prvežal. Vse lažje bi bilo, če bi bilo verjetno še kaj zraven. Ja, naš cilj je, da bi pripeljal še kakšnega Calcit zraven, ki bi v bistvu podpiral odbojko in tudi druge športe v Kamniku in v okolici. Učenci pa so pripravili tudi kratek športno-kulturni program.
Nanje pa je nagovoril tudi šolski minister Lukšič. Danes sem tu prvenstveno zaradi odbojke, ki spada na moj resor, ampak ne samo zaradi tega. Gregor Hribar je bil moj podpredsednik na Zvezi športnih študentskih društev v Univerzi v Ljubljani, kjer je vodil in se mi zdi, da še vodil odbojkarsko ligo. Igor Savič je bil moj asistent na fakulteti za družbene vede, moj ne, ko sem bil profesor, ampak ko sem študiral. Samo Hribar je bil pa moj urednik Radio Študent, ne, ko sem jaz bil mogoče kaj nad njim, ampak ko sem poslušal Radio Študent. In seveda župana v vlogi medijske osebnosti ni treba posebej predstavljati. Torej, tle nas družijo tudi še kakšne druge vezi, ne samo odbojka. Zato sem vesel, da se je klub Calcit spustil v ta slovenski prostor ne samo skozi odbojko, ampak skozi druge stvari, ki so pomembne za nas kot ljudi. Torej, da smo pozorni na, kot in mi strokovno rečemo, otroke s posebnimi potrebami, torej, da opažamo, da so tle tudi drugačni otroci, ki se ne morejo iti športa na tak način, kot se ga igrajo lahko drugi, tisti, ki lahko dosegajo vrhunske rezultate v absolutnih kategorijah. Da smo to zaradi tega, ker hočemo praznovati tudi nekaj, čemu se preprosto reče človeštvo in neko osnovno človeško dostojanstvo. Zato sem vesel, da šport vstopa tudi v druge dimenzije, da goji tisto, čemur se v olimpizmu reče fair play in vse, kar ga nadgrajuje, da uspe klubu dobiti ob tem, da ima vrhunske rezultate, da dosega množičnost, ki je pomembna, da je edini klub, ki goji to človeštvo v dimenziji, skozi katero se človeštvo lahko tudi reproducira, se pravi moško in žensko odbojko, da ga ne vodi to samo nek rezultat, ki bi ga usmeril samo v eno ali drugo spolno usmeritev, da so to neke vrednote, ki so obče človeške, ki niso samo šport, ampak nekaj, na kar smo lahko vsi ponosni. Spregovoril pa je tudi kamniški župan Marjan Šarec. Res je, kot je povedal minister, Kamnik je lahko ponosen na tako ekipo. Lahko smo ponosni, da imamo odbojkarje in odbojkarice, ki se uvrščajo v same vrhove raznih tekmovanj. In občina Kamnik bo seveda imela posluh za šport, tudi za odbojko. Zavedamo se, da v Kamniku manjka kakšen športni objekt. Ni ga človeka, ki bi si upal napovedati, kdaj to bo, vendar pa vemo, da je to enkrat v prihodnosti treba storiti, kajti če športniki nimajo prostorov, če nimajo prostorov za treniranje, za tekme, potem tudi kakšna volja, ki je malo uplahne. In na občini Kamnik si bomo vsekakor prizadevali, da bomo še naprej podpirali čim več športov. Sam nisem kakšen hud športnik in to je moja prednost, ker nimam, bom rekel, preferenc samo do enega športa, ampak do vseh športov. Je pa klub Calcit volejbol res tisti, na katerega smo res lahko ponosni in tudi Calcit kot tak je eden izmed nosilcev dogajanja in razvoja v Kamniku. Želim vam vsem še naprej uspešno delo, še naprej veliko rezultatov in seveda upam, da me boste tudi povabili še na kakšno tekmo. Hvala lepa. In kakšni so uspehi in načrti moške odbojkarske ekipe? Kaj je vzrok, da ste letos tako uspešni in kakšni so načrti do konca sezone? Torej, vzrok za letošnji uspeh je prav gotovo dobro izbrana ekipa. Predvsem je to plod, da smo dobro kadrovali med poletjem, da klub nudi dobre pogoje za trening in pa tudi, da so sami fantje 100% posvečeni športu, ki ne trenirajo, da so prava klapa in z dobrim delom in z dobrimi odnosi potem tudi rezultat ponavadi ne more izostati. In tako je tudi letos pri nas. Pa še načrti,
kakšen je cilj do konca sezone? Cilj je zmagati v čim več tekmah, predvsem pa, da bi kar nekajkrat presenetili ekipe, ki so na papirju boljše od nas in tako pokazali svojo kvaliteto. Mogoče da se bi uvrstili med 4 v Sloveniji in s tem dosegli in presegli svoja pričakovanja. Kakšni so načrti ženske ekipe do konca sezone? V letošnjem letu nas čaka še zaključek tekmovanja v Interligi. Tam si želimo uvrstiti med 4 najboljše ekipe. Potem pa seveda glavna stvar te sezone je pa državno prvenstvo, kjer je prvi cilj priti v finale. Vsekakor pa ne bomo zadovoljni samo s finalom, ampak se bomo poskušali seveda priboriti najvišjo krono, to je pa državni, da bi postali državni prvaki.